Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Jaz pa ne moram gledati, zakaj je tako svetlo? Ja, ker je sonce posvetilo. Bomo morali malo žaluzije zastreti, če bomo hoteli knjige prebrati. Kar bode v oči. Komaj vidiš, ja? Zakaj pa je to? Evo, saj se je že skril za oblake. Bolje, ja? Ja, je že bolje, ja. Kaj se zgodi, ko posije sonce? Ja, poveča se svetloba. Ja, in zato potem se morajo oči malo navaditi. Prilagoditi, ja. Svetloba je kar ena zanimiva zadeva. A veš, kaj o njej? Seveda vem. A jo zanima kaj več? Ja. No, pa prisluhnita. Ljudje lahko občudujemo čudovite oblike in barve narave. Seveda le, ko naravo in predmete obsvetljuje svetloba. Svetloba je oblika energije. Brez svetlobe ne bi bilo življenja na zemlji. Potrebujejo jo vsa živa bitja. Nujno je potrebna za rast rastlin, saj rastline s pomočjo svetlobe pridelujejo hrano. Kateri je naš največji vir svetlobe? A morda veste? Žarnica. Ne, še večji vir svetlobe. Vir svetlobe. Kakšen kres? Še veliko večji vir svetlobe pa je Sonce, ki nam tako ponagajalo prejle, ne? Tako je, res je. A ja, to je največji vir svetlobe. Seveda sonce, ja. Sonce podnevi razsvetljuje okolico in s tem omogoča, da jo zaznavamo. Zgodaj zjutraj in zvečer, ko je svetlobe malo, vidimo okolice in stvari temnejše. Kadar želimo ljudje zaznavati okolico ponoči, pa jo osvetlimo z raznimi svetlili, recimo z lučmi ali s svetilkami na baterijo. Kadar želimo zaznavati okolico tudi ponoči, pa jo običajno osvetlimo z raznimi svetilkami na baterijo ali lučmi. Če hodim v temi po nekem prostoru, se mi kaj hitro zgodi, da se kam zaletim, udarim. Rečemo, nič ne vidim. Pa nismo oslepeli. Težava je v svetlobi. Če hodimo po prostoru v temi, se kaj hitro lahko zgodi, da se kam zaletimo. In potaknemo in pademo. Ja, in se poškodujemo, ne? Takrat nič ne vidimo, a to ne pomeni, da smo oslepeli. Težava je le v svetlobi. Kako delimo dan? Morda veste, dan, ki traja 24 ur. Kako bi ga razdelila? Na 6 ur. Ne. Najlažje ga razdelimo na dan in noč. Rečemo, da je 24 ur en dan. Ja, kako enostavno. Ampak v bistvu je pa pol dneva dan in pol dneva in noč. Ja, tako je. Pa morda veste, zakaj pride do menjave dneva in noči na zemlji? Ja, zato, da lahko po noči spimo. Ja, to je res. Ampak pride pa tudi zaradi tega,
ker se Zemlja vrti okoli svoje osi. In takrat, ko je obrnjena proti Soncu, je pri nas dan. Ko pa je obrnjena stran od Sonca, pa je za nas noč. Ja? Saj to je logično. Logično, kaj ne? Zato je Sonce naš največji vir svetlobe. Sonce oddaja svetlobo. Pravimo, da sveti. Sonce je naravno svetilo. Svetloba se od Sonca širi v vse smeri, okrog in okrog, ne? Ja, ampak Sonce je zvezda. A sta vedela to? Kako je Sonce? Ja. Je zvezda Sonce. Je Sonce zvezda, je pa zvezda. Ne, Sonce spada med zvezde. O, No, in kaj še oddaja svetlobo v naravi? Resnička. Ja, pa kaj še? prej si nekaj povedal. Prej si rekel nekaj na K. Kresnička. Kresnička, Kres. Bravo, Vzamemo ja. ička stran, ne? Kres. Tako in dobimo kres, ja. In kres je ogenj, a ne? Tako je. Se pravi, imamo še ogenj in ko je nevihta, vidimo strele, ki osvetljujejo temno nebo. Pa še pokajo zraven. Ja. Tudi lava, lava oddaja močno svetlobo ob izbruhu vulkana, a ne? No, in vse, kar smo do sedaj našteli, so naravna svetila. Torej, Sonce, ki je največje svetilo, in potem ogenj, lava, strele, zvezde. No, in tudi nekatere živali oddajajo svetlobo oziroma svetijo. Ja, Ja, seveda. kresničke. Ja, tako je, ja, tako kot primer, smo že rekli. Ja. Kresničke, pa poznamo še nekatere škorpijone, ki svetijo. Svetleči škorpijoni, tega Wow. pa še nisem Ja, tudi, ja. Kar nekaj živali pa sveti tudi v morju. To pa vem. Ja. Katere, morda veste? Nekatere ribe, pa tudi meduze, Ja. ki imajo lovke Lignji, tudi. ja. Svetleči lignji. Pa riba munka. To je tista riba, ki je bila v animiranem filmu Nemo. Zlobna riba, veste zlobna. katera? Ja, no tudi ona sveti, ja. To zares obstaja, ta riba. Ja, seveda. Wow. Samo da v resnici ni zlobna. Ne, ni tako zlobna. No, in te živali svetijo, da opozorijo nase ali pa da privabljajo Prijatelje. partnerje. Zanimivo, kaj ne? Ko se ženijo. Ja. Kaj pa Luna? A mislite, da je Luna tudi svetilo? Ja, lahko bi bila, saj Luna tudi sveti. Marvi, kaj pa ti Luna je misliš? zelo svetlo zunaj. Če je polna lune, te zelo nosi. Ampak mislim, da ne sveti, jaz mislim, da jo nekaj drugega osvetljuje. Kaj ne? Res je. Tako je, ne, Luna ni svetilo. Čeprav pravimo, da sveti. In sploh, kadar je polna luna, je po noči veliko bolj svetlo kot ponavadi, ko je zelo temno, kaj ne? Ja, res je. Ja, no pa poglejmo. Tako kot Sonce osvetljuje Zemljino površino, tako tudi osvetljuje Lunino površino. Ja, če sem ta človek tukaj jaz na Zemlji in je pri meni noč, lahko opazujem Luno. Ampak ne zato, ker bi bila Luna svetla, ampak zato, ker jo osvetuje sončna svetloba. In ta svetloba se odbija od Lunine površine in zato lahko Luno vidim. Vidim samo osvetljene dele Lune od Sonca, Luna pa ne sveti. Se pravi, Luna ne sveti, svetla je samo zato, ker jo obsije Sonce. Se pravi, če vidimo krajcar, samo tisti del osvetljuje takrat Sonce,
ko smo mi tako na zemlji obrnjeni, ali kako? Tako je, tako. To je pa kar. Je kar, sem se kar zamislil zdaj, težko se je predstavljati. Težko si je predstavljati, ja. Človek pa je skozi svoj razvoj ugotovil, da potrebuje svetlobo tudi po noči. In tako se je naprej razvila sveča. Potem žarnica, pa žepna svetilka in druge svetilke. Svetilom, ki jih je ustvaril človek, pravimo umetna svetila. Svetila so torej predmeti, ki oddajajo svetlobo, in delimo jih na naravna in umetna svetila. Ja, vidimo torej samo predmete, ki jih osvetljujemo z naravno ali pa z umetno svetlobo. Pa si poglejmo. Vidimo samo predmete, ki so osvetljeni. Osvetljeni so lahko z naravno ali pa z umetno svetlobo. Vidimo seveda tudi svetila, ki svetijo. Sončna svetloba potuje oziroma se širi po zraku. Širi se naravnost in v vse smeri. Tako je ob sončnem vremenu naša okolica enakomerno osvetljena. Podobno je z žarnico. Svetloba se širi tudi naravnost in v vse smeri. Soba, v kateri gori luč na stropu, je tako enakomerno osvetljena. Drugače je pa z žepno svetilko. Žepna svetilka ima ogrodje, znotraj pa je žarnica. Zaradi njenega ohišja žepna svetilka pošilja svetlobo v obliki takega snopa, pravimo. Od svetilke se torej širi snop svetlobe, ki razsvetljuje samo določen del prostora. Ostalo je malce zatemnjeno. Vidimo predmete, ki so osvetljeni ali pa le ti oddajajo svetlobo, torej vidimo tudi svetila. Poglejmo si tale primer. Vir svetlobe je v tem našem primeru svetilka, ki je umetno svetilo. Svetloba potuje naravnost in v vse smeri. Svetloba se odbija od predmetov, tudi v vse smeri. Nekaj svetlobe se odbije tudi v naše oči in tako mi vidimo predmet. Svetloba se odbija od vseh predmetov, drugače predmetov ne bi videli. Je pa res, da se od nekaterih predmetov odbije več svetlobe kot od drugih. Se spomniš kresničke in raznih odsevnih trakov? Od teh predmetov, od teh odsevnikov, se po noči odbije zelo veliko svetlobe. Zato jih uporabljamo seveda za varnost na cesti. Tudi ogledalo zelo močno odbija svetlobo. Zato je tudi tako zelo jasna slika, če se pogledamo v ogledalo. Od predmetov se svetloba odbija. Kaj pa nastane za predmeti? Za predmeti, ki svetlobo odbijajo, nastane senca. Senca je vedno na nasprotni strani od svetila. Če pogledamo tole fotografijo, svetilo je v tem primeru sonce. Sonce je pred osebama na sliki. Senca pa je za njima, za njunima hrbtoma.
Marli, ti pa si nam pripravil poskus svetlobo, kaj ne? Ja, res je. Pripravil sem eksperiment oziroma poskus, pri katerem bomo ugotavljali, kateri predmeti prepuščajo svetlobo in kateri ne. Pa si kar poglejmo. Vidiš svetlobo? Ja, vidim. Kaj pa zdaj? Ja, seveda, če jo pokriješ, ne vidim. Čeprav malo vidim, ne, ker imaš med prsti malo luknjic. Veš, svetloba je zelo pomembna, ampak svetloba ne more kar tako čez vsako stvar. Veš, pa poglejva, zakaj. Ali misliš, da gre lahko svetloba čez prozorno posodo? Ja, to mislim, da bi kar šlo, ha? Poglejva. Poglej, gre, pa res. Osvetljen list. Ja? Ja, to pomeni, da gre. Pa še vidijo, poglej, kako se vidi umazanija. Kapljice pa umazanija. Ja, no pa poglejva, če gre čez kovinsko posodo. Pa poglejva. Poglej, da ne gre skozi. Ni odseva nobenega. Ne prepušča. Kovina ne prepušča. Kaj pa prozorna vrečka? Ja, to pa mislim, da bo šlo skozi, ker je tudi prozorna. Kot da ne bi bilo nič. Ja, pa res. Vidiš, ni razlike. Tako. Papirnata brisačka. Da vidimo. Ja, malo. Ja, pa gre malo skozi. Malo pa je razlike. Je že vseeno kar precej gosto sestavljena, a ne? Ampak vseeno še prepušča. Kaj pa blago in to oboje stransko blago? No, da vidiva. Poglejva. Ne prepušča. Nič. Ne. Nič. Bel list. Zelo malo. Zelo tista pikica. In še zelen karton. Aha. Čisto nič, poglej. Čisto nič. Svetloba je zelo pomembna. In če želimo do svetlobe, moramo vedeti, recimo, kaj dati na okna, da bo prepuščalo ali pa jo zastrlo, a ne? In vedeti moramo tudi, kakšne očale si moramo kupiti, a ne? Da bodo prepuščale ali pa zastrle dovolj svetlobe. Seveda, ja. Ja. Na to je treba paziti, ampak zdaj veste, debelejše, bolj temne stvari prepuščajo manj svetlobe. Ste si zapomnili? Super, Marli! Bravo, hvala ti za to. Ja, res. To bom pa tudi jaz doma poskusila. Super. Ja, tudi otroci lahko poskusijo, kaj ne? Je zelo preprosto, ja. Še kakšne druge predmete postavijo. Seveda. Wow. Kaj pa zrak in voda? Ali tudi prepuščata svetlobo? Ja, seveda. Ja, seveda, ja. Ste se kdaj vprašali, zakaj vidimo predmete različnih barv in kako barve sploh nastanejo? No, pa si poglejmo. Sem prepričana, da tisti, ki vsaj kdaj majčkeno igrate igrice, veste, kaj to pomeni. Za vse ostale pa, evo, piše. To so osnovne barve, kadar govorimo o svetlobi. Pri likovni ste se učili malo drugače, pri svetlobi pa imamo samo te 3 osnovne barve, torej rdečo, zeleno in modro. Zdaj pa pogledajmo, kako lahko iz teh 3 barv dobimo vse ostale. Imam lučko z belo svetlobo. Če pred žarnico postavim zelen filter, v mojem primeru zeleno obarvano prosojno plastiko, dobim seveda zeleno svetlobo. Če dam rdeč filter, dobim rdečo svetlobo. Če moder pa modro.
Če svetloba posije skozi rdečo in zeleno hkrati, torej da zmešam ti dve barvi, pa bo nastala rumena. Če pa zmešam zeleno in modro, pa bo nastala taka nežno modra barva, rečemo ji turkizna ali cian barva. Če pa zmešamo vse tri barve hkrati, torej rdečo, zeleno in modro, pa dobimo belo. No, v tem delu posnetka pa si lahko ogledaš še, kako nastanejo sence. V bistvu tam, kjer sije samo ena svetloba, vidimo samo eno senco. Tam, kjer sta dve, dobimo dve senci, pri beli pa dobimo kar 3 sence. Če pa zmešamo rdečo in modro barvo, pa dobimo cian barvo oziroma rožnato. Da pa je vse to res, da iz samo 3 barv lahko dobimo vse odtenke, pa si poglejmo mobitel oziroma zaslon mobitela. Mobitel s prižganim ekranom bom dala pod mikroskop. In kaj ugotovimo? Da so ti naši piksli pravzaprav lučke in to lučke 3 različnih barv. Pri beli barvi so vse prižgane in to z vso jakostjo. Pri drugih barvah pa so druge kombinacije. To je pa kar zakomplicirano. Zelo, ja, zelo. No, s čim pa gledamo, da vidimo? S čim? S očmi, a ne? Ja. Ja, seveda, naše oči zaznajo svetlobo, ki jo predmeti oddajajo ali pa se od predmetov odbijajo. In to informacije preko vidnega živca pošljajo do možganov, ti pa nam dajo informacijo, kaj vidimo. So pa kar pametni Naši možgani, ne? Zelo, ja. Naše čutilo za vid je seveda oko. Da predmet vidimo, moramo vanj gledati. Prostor pa mora biti svetel. Ko gledamo, obračamo glavo in oči. Tako vidimo oblike in barve. Z vidom ocenimo razdalje in opazujemo gibanje. Pa si poglejmo oko še od bližje. Nad očesom imamo obrvi. Te poskrbijo, da potne kapljice ali druge tekočine ne zaidejo v oči. Oko pokriva veka. Ko mežikamo, veka poskrbi, da je oko ves čas navlaženo. Okoli očesa imamo trepalnice. Te niso tamle zato, da lepše izgledamo, pač pa imajo zelo pomembno nalogo. Skrbijo, da v naše oko ne zaidejo prašni delci ali kakšne druge snovi. Znotraj pod vekami je očesno zrklo. Barvni kolobar v očesnem zrklu se imenuje šarenica. Ljudje imamo različnih barv oči. Znotraj šarenice je črna pika, imenuje se zenica. Ta se krči ali širi, odvisno koliko svetlobe stopi skozi oko. Ja, tole oko je pa res ena prav posebna zadeva, kaj vse zmore, a ne? Ja, Vse tako majhno oko zmore. Gremo preveriti, če lahko z očmi res merimo razdalje in prepoznavamo barve. Gremo. Pojdimo ven, kjer je več barv in več In razdalje. več je tako. super.
Poznaš kakšno živalsko igrico? O ja, ravno sem ti pripravila eno. Odlično. Spet bodo najine igrače, najine dlani. Okay. In sicer se bo igrala igro miš, mačka, kača. Miš, mačka, to je zveni kar živalsko, ja? Je živalsko. Je. Poglej, ko ploskneš sam skupaj, to je miš. Miš. Zdaj pa se obrniva en proti drugemu, se pravi, in če ploskneva z desno roko, en z drugim, skupaj je to mačka. Mačka. Če pa z levo roko, je pa kača. Miš, mačka, miš, kača. Lahko greva to najprej. Dobro. 3, 4. Miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, miš, kača, miš. Povsem enostavno. Je, ne? Zaenkrat. Ja. Zdaj bova pa naredila tako. Bova pa miš, mačka, miš, kača. Ta bo šla. Ja. Dajva, skusila. 3, 4. Miš, mačka, miš, kača. Govori, miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, miš, kača. Sploh ni tako težko. Ni. Ja, ampak imava še eno. Se mi je zdelo, da ne bo takole enostavno. To imava pa, se pravi. Miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, kača, miš. Ja. Se pravi. Zapomni. Miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, kača, miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, kača, miš, mačka. Si videl? Hitro se zapleteš. Ja. Janač, midva bo še tole zdaj trenirala. Nama še kar veliko vaje manjka. Veliko vaje. Vi pa tudi doma, otroci. Zelo zabavna igra je. Če kdaj nimate igrač s sabo. Imate roke. Miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, kača, miš, mačka. Miš, mačka, miš. Še. Miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, kača, miš, mačka, miš, kača, miš, mačka, kača. Da zdravi bi bili, voda pomembna je, ker telo nam osveži, pa 5 obrokov na dan. In spat greš, ker si zaspan, vsaj eno jabolko na dan, pa od žene zdravnika stran. Čiste roke, spanje, gibanje, zdrava prehrana, vitamini za vse. Pleši, skači v naravi, gibaj se, to najboljši recept za zdravje je. Vsi želimo si, da zdravi bi bili, voda pomembna je, ker telo nam osveži, pa 5 obrokov na dan. In spat greš, ker si zaspan, vsaj eno jabolko na dan, pa od žene zdravnika stran. Čiste roke, spanje, gibanje, zdrava prehrana, vitamini za vse. Pleši, skači v naravi, gibaj se, to najboljši recept za zdravje je. Pridi zdaj še ti, narava se mudi, košara sadja je pripravljena za vse. Čiste roke, spanje, gibanje, zdrava prehrana, vitamini za vse. Pleši, skači v naravi, gibaj se, to najboljši recept za zdravje je. Čiste roke, spanje, gibanje, zdrava
Hello. Hey, can you see me? Če te vidim, seveda te vidim. Why do you think you can see me? Zakaj te vidim? Ker imam oči? Yes. Aha, ker Because- je svetlo. Yeah, because there is light. Where does the light come from? Do you know this? Odkot prihaja svetloba? Ja, od sonca. Yes, from the sun, from the stars. A ja, od zvezd, ja. Okay, then from flashlights, Aha, od svetilk. light bulbs. Light bulbs. Pač luči stropne. No, light bulbs. Tjaša. A, žarnice. Yes. Street lamps. Street lamps, aha. Ulične svetilke. Yes. And other illuminants. Aha, illuminants, to sem pa slišala že, ja, to so svetila. Yes. And when there is no light, there is Če ni svetlobe, je tema. darkness. Aha, darkness. So, can you repeat at least 5 words that you've learned today? Aha, 5 besed, če znam ponoviti. Aha, vem. Sun, The sun? the sun, sonce. Yes. Ja. Stars? Stars, aha, zvezde. Okay. Potem illuminants. Illuminant? Aha, vidiš spet narobe. Illuminant. Illuminant. Aha, svetila. Yes. A, zdaj sem se pa naučila. Street lamps. Street lamps, yes. Aha, to so ulične svetilke. In. Darkness. Darkness, tema. Yes. Very good. Dobro. Hvala. You're welcome. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. Kot privid prikrade se, kot sonce ogreje me, dušo napolne srce razigrani spomin na tisto noč. Pravlično mestece, polno skrivnosti je, vabijo ulice na večerno potepanje. Ko da je včeraj se zgodilo, spominjam se, ko da sva včeraj se obila, čutim te, zaljubljena neskončno, vso noč sva prevedela, v zari jutranji se obimala. Vedno znova vrača se, mislih nežno boža me, sanje prebuja, ljubezen obuja spomin na Pariz. Ko da je včeraj se zgodilo, spominjam se, ko da sva včeraj se obila, čutim te, zaljubljena neskončno, vso noč sva prebedela.
Otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Katera žival ima dolg krilec? Bravo, slonček. Ga izdelamo? Pa dajmo. Potrebujemo 3 prazne rolice toaletnega papirja, moder papir, svetlo moder, lahko ga tudi seveda pobarvate ali pa siv, kakor želite, bel papir, vodene barvice, tempere in čopiče, lepilo, škarje in jaz imam tukaj še te male oči, ki se jih nalepi, lahko jih pa tudi seveda narišete ali pa izstrižete. In začnimo. Najprej bomo te 3 tulce pobarvali. Jaz bom vzela kar tako modrikasto barvo, modro, če imate sivo, lahko pobarvate tudi sivo in pobarvamo vse 3 tulce. Moji tulčki so pobarvani in tudi posušeni, ker morajo biti zato, da se bo dobro prilepilo na nje. Tako, zdaj pa potrebujemo lepilo in sicer 2 tulčka bomo zalepili takole skupaj. Na enega nalepimo malo več lepila, naredimo tako črtico, kar malo več, in drugega pritisnemo zraven. Tako. Malo stiskamo, lahko si pa pomagamo tudi s tole kljukico, ki jo damo na obe strani, da nam bosta skupaj držali in da se tole skupaj zalepi. Ta čas pa mi pripravimo glavico našega slona in pa rivček, ter na nogice mu bomo izdelali, se veste, ima taka kot neka kopita in bomo ta izstrigli iz belega papirja. Narisali bomo takole kot ene oblačke, 2 potrebujemo in to izstrižemo. Tretji tulček pa bo naša glavica. Nanj prilepimo očesi. Tale moja očesa imajo zadaj že lepilo, zato odlepim tale listek in prilepim eno oko in še drugo. Kaj imajo še sloni? Taka velika ušesa. Ušesa pa narišemo na tale papir. In sicer bom jaz takole naredila. Koliko ušes ima slon? Ima 3? Ne, saj veste, da se malo pohecam. 2 ušesje, ne? Prepognemo in izstrižemo taki 2 veliki ušesi. Tako. Morda bodo prevelika, če bodo prevelika, jih bom pa malo zmanjšala. In ta ušesa malo so prevelika, zato jih bom malo pomanjšala. Malo sem pretiravala, tako velikih pa spet nimajo. Ta ušesa nalepimo tukaj notri. Vzamemo lepilo. Dobro namažemo in zalepimo takole notri. Seveda, kaj potrebuje še? No, da sliši. Trarara, rivček. Rivček pa izstrižemo tudi iz tega papirja in sicer naredimo en tak trak, izstrižemo, tako, ki ga bomo pa takole zavili na barvico. Mislim, da bo tudi ta malo predolg. Morda ga bom morala malo odstriči, bomo videli. Ali pa tudi ne. In ga tukaj pod oči nalepimo. Tako. Sedaj pa pogledamo, če se je tole že kaj
sprijelo skupaj, se je, super. In kaj nam manjka? Še glavica. In tukaj spodaj na nogice bomo prilepili tele naše prstke. Namažemo z lepilom. Prilepimo slončku prstke. In tukaj zgoraj, kjer bo glavica, dobro namažemo z lepilom. Tako. Glavico sedaj pritisnemo gor. Mislim, da bo. Malo bo za počakati, če ne bomo pa prilepili kar selotejpom oziroma lepilnim trakom. Poglejte ga. Trarara. Kako vam je všeč naš slonček? Pa dajmo, vzamemo še tole lepilni trak. In na vsaki strani zalepimo. Takole. Op. Zalepimo. Še na drugi strani. Takole, sedaj pa bo držalo. Naredite še vi svojega. Poglej, Šiv kup kart. spet karte. Ampak tokrat bo igrica drugačna. Imava kup kart. Dobro sva jih premešala. Zdaj pa jih bova obračala in zlagala po znakih. Znaki so pa srce, Kara. pik in križ. Križ, ja. Ja, Joker ne velja. Jokerja izločiš. Kdor v eni minuti zbere več kupčkov pravilno zloženih kart, ta zmaga. Aha, super. 3. 4. Zdaj. Samo z eno roko. Samo z eno, dobro. Joker. Tole je kar dobro za učenje remija, da znaš zlagati skupaj Kaj res? iste znake. Jaz pa nimam še Aha, imam že vse. Samo z eno. Ko si pod pritiskom, je kar težko, kaj ne? Ja. Joker gre. Aha, jaz sem ti prej enega povlekla. Opa. Aha. Ja, koliko? Našla sem srčkov do sedaj. Ko pa rabiš Jokerja, jih pa ni pri remiju. Stop! Že ko pogledam, vidim, da si ti zmagala. Kako ampak veš? kar na hitro prešteva. A prešteva? Poglejva najprej, če so vse karte. Res je? So, križi, Križi. so piki. Aha. Srčki, a ti imaš kare, dobro. Srčki so. Srčki in kare. Ja, ti imaš že kar več kot jaz vseh Veš kaj, predlagam, da kar tako na kupček dava in kupčke primerjava. Lahko pa tudi tako narediva. Lažje. Da vidiva. Veš kaj, jaz si zelo rada igram remi. Tudi jaz. Ta roka pa ne znam. Tudi jaz, ne? Ja, Ja, kupček malce je. sem te premagala. Bravo. Sedaj pa poskusite še vi. Ampak karte je treba vedno zložiti nazaj lepo po barvah v škatlico. Seveda modre v eno, rdečo v drugo. Tako. Danes imam za vas pripravljeno zgodbo o kameni juhi. Popotnik, ki je po dolgi in naporni poti povsem sestradan prispel do neke vasi, je pri vaščanih zaman prosil za kakšen kos hrane. Zaradi suše je hrane v vasi primanjkovalo, zato je vaščani niso želeli deliti. Popotnik se je nazadnje ustavil pred kočo, kjer je živela starejša ženica. Tudi ona mu ni mogla ničesar ponuditi, zato jo je prosil za posodo, v kateri bo lahko skuhal juho iz jušnega kamna. Ženica mu je z zanimanjem prinesla lonec, poln vode ter leseno kuhalnico.
Popotnik je zakuril ogenj, iz žepa potegnil kamen in ga vrgel v lonec z vodo. Ko je nekaj časa juho dobro mešal, je na glas razmišljal. Tole bo prav okusna juha, le še malo soli in popra manjka. Ženica je takoj prinesla sol, poper in še nekaj začimb po vrhu. Nisi mogla misliti, da se prav zares lahko skuha juha iz jušnega kamna. Kmalu je k popotniku in ženici radovedno pristopilo še nekaj drugih vaščanov. Tudi njim se je zdela juha iz jušnega kamna nadvse imenitna zadeva, prav vsak si jo je želel okusiti. Popotnik je vrelo juho previdno okusil in navdušeno vzkliknil. Zares je odlična ta juha, le še kakšen kos zelenjave z vrta dodamo ali žito z bližnjega polja, pa bo juha popolna. Vaščani so v hipu prinesli različne kose zelenjave, zelišč, zdrob in celo nekaj ostankov od kosila. Prav vsak si je želel sodelovati pri kuhanju takšne izvrstne juhe, ki je doslej še niso poznali. Juhe, kar niso mogli prehvaliti, tako jim je šla v slast. Strinjali so se, da je juha, v katero vsak nekaj prispeva in začini z lepimi mislimi, še posebej dobra. Še ves dan so se dobre volje družili in kramljali med seboj. Jušni kamen pa so shranili kot dragocen spomin in ga še mnogokrat uporabili pri družabnem kuhanju juhe. Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavajamo.